Pozdravljen, Filip Pesek, pozdravljen v našem studiu. Kako se kaj počutiš v enem mediju, ki ga, po moje, nisi čisto navajen? Televizija? Je pa kamera in meni so kamere všeč, še posebej, ki ti dajo make-up gor, pa lahko čist zasijaš. Dajva na začetku recimo najprej povedati, kdo si in kaj počneš, ker vem sicer, da si na internetu zelo priljubljen, en največjih naših influencerjev z ogromno sledilci, zelo odmeven, o tebi se veliko piše na internetu. Naši televizijski gledalci te pa morda malo manj poznajo. Torej, Filip Pesek je primarno podjetnik, načeloma pa ena zelo super oseba. In zdaj za one, ki me ne poznajo, škoda, ampak hkrati pa super, da to gledajo, da se lahko spoznamo. Kaj počneš na internetu? Svetuješ podjetnikom? Ja, med drugim. Načeloma sem prisoten, večina ljudi ne ve, kaj delam, pač se jim prikažem na internetu, vidijo enega mladega, ki nekaj skače, eni me dajo v ta koš, eni v ta koš. Ampak meni je važno, da pač me čim več ljudi pozna, ker mislim, da lahko, več ljudi, ki te pozna, boš lahko funkcioniraš v tem svetu. Ampak skratka, tvoje poslanstvo, če temu rečemo, tako je, pomagati mladim podjetnikom, pa dobro, ne nujno najbrž mladim, podjetnikom biti boljši v biznisu, zaslužiti več denarja. Kako to počneš? Kaj jim svetuješ? Jaz zagovarjam to, da načeloma dve najbolj pomembni stvari pri podjetništvu sta marketing pa prodaja, ker če ti lahko pač nekoga pritegneš in mu potem še proda svoj izdelek, storitev ali idejo, boš uspel. In glede na to, da tukaj, dajmo temu reči, veliko vem, oziroma da so pač drugi pravijo, da veliko vem, jaz niti ne, no, in pač jim dam kakšen nasvet in pomagam in kaj zaračunam, če je treba, brez problema. Ravno to mi je zanimivo. Ti si en mlad fant. Absolutno. Naši podjetniki so pa večinoma že izkušeni, tisti, ki imajo podjetja, ki jim še niso propadla. Gre za večinoma starejše gospode, 40-50 let. Zakaj bi te poslušali? Zakaj bi upoštevali tvoje nasvete? Kakšne so tvoje reference? Kje si se naučil vse tisto, kar veš? Dobro vprašanje in načeloma, recimo, če pogledava kakšne moje prve posnetke 2 ali pa 3 leta nazaj, je moj odgovor, nimam pojma, zakaj bi me kdo poslušal. Ker so bili tisti posnetki katastrofalni oziroma tudi tiste vsebine niso bile glih najboljše. Danes mogoče vse skupaj malo bolj zgleda in mislim, da je tukaj predvsem to, da mogoče se te starejše ljudje zavedajo, da ta novi svet, dajmo temu reči internetni svet, da ga pač oni ne poznajo, ne obvladajo in mogoče je potem to, da sem jaz mlad, celo prednost, ker pač pol on mislim, da ta je mlad, ta ziher pol ve, kaj se dogaja. In pa mogoče iz tega. Ker sem si ogledal nekaj tvojih posnetkov in opazil, da pravzaprav ti svetuješ predvsem okoli marketinga na internetu, na teh novih medijih. Ne pogovarjaš se oglašujte na televiziji, oglašujte na radiju, ampak predvsem si se na internet skoncentriral na internet, ker ga obvladaš. Katere so največje napake, ki jih naša podjetja delajo v tem smislu? Prvo je to, da niso na internetu. Drugo je pa to, da če so na internetu, da dajo to delati, ne vem, ali nekomu, dajmo temu reči študentu, ali nekomu, ki sploh pač ne ve, zakaj je tam. Zdaj, kdorkoli je idejni vodja, dajmo reči podjetja, ali pa kdo ve, zakaj se gre, mislim, da bi se ta oseba mogla dosti bolj vplesti v sam proces. Ker tukaj je potem še ena druga stvar, recimo enemu suhoparnemu podjetju, kot recimo mizarstvo XY. Zakaj bi midva zdaj mizarstvo XY sledila? Zakaj bi to spremljala? Težko, ne? Tukaj je vedno fajn, da zna podjetje komunicirati prek enega obraza, da se nekdo upa izpostaviti, ker se potem lahko dosti več stvari oziroma dosti več ljudi to zanima in dosti več se posledično lahko zgradi zaupanje in dosti več se lahko proda. Mislim, tako jaz razmišljam. Podjetja naj se na internetu naredijo bolj zanimiva. Tako je. Kaj pa politika? Politika je v bistvu, če potegneš črto, tudi en velik biznis. A bi lahko svetoval tudi kaj politikom? Mislim, zdaj smo sredi evropskih volitev. Imaš kakšen nasvet?
Jaz mislim, da če bi vsi lahko bili tako, kot naš Borut, da bi bilo to super. Ker, mislim, kljub temu ne bom rekel, da je zdaj to prav, kar Borut dela na mislim, gospod Borut Pahor na Instagramu. Naš predsednik je zvezda. Naš predsednik je zvezda. Za razliko od ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki se tam le smeši. Ja, mislim, jaz tako razmišljam, če je bolj kot si viden, bolj ti ljudje zaupajo. Recimo, če pogleda največje svetovne korporacije, pač mi jim zaupamo, zato ker jih vidimo povsod na televiziji, na radiju, na billboardih, športniki, ne vem, nosijo njihove stvari, pijejo njihove stvari in bolj, ker si viden, bolj ti ljudje zaupajo. In mislim, da pač, če bi politiki se malo bolj, dajmo temu reči, vrgli v ta socialna mreža, bi lahko imeli ogromno od tega. In tudi mislim, da zdaj, če pogledamo recimo našo politično sfero, pač res naš predsednik je tukaj daleč pred vsemi, po mojem mnenju. Hvala lepa, Filip. Hvala tebi, Jonas. Lepo te je bilo imeti v studiu. Filip Pesek.